smo pod Plečnikovim arkadami v Ljubljani. Tukaj je eden od podjetnikov, slovenskih podjetnikov, ki je gradil te arkade. Ime mu je Slavko Murk. Dobar dan, gospod Murk. Dobar dan. Kot opažam, ste začeli gladovno štrajkati. Kdaj ste to začeli? Začel sem danes ob 12. uri. In kje so razlogi vašega gladovnega štrajka? Razlogi moje gladovne stavke so v tem, pred 15 leti sem obnavljal te arkade in do današnjega dne nisem dobil niti tolarja. Nekateri so bili poplačani, jaz nisem. Delal sem za podjetje, ki je bilo v 100% lasti države. Pa ga lahko imenujete? Podjetje je bilo GPG Gradal, hčerinsko podjetje GPG-ja, vse glih 100% lasti države, ena in druga. To pomeni, da vam v bistvu storitve oziroma dela, ki ste jo opravili tukaj, niso plačali, čeprav ste imeli ustrezne pogodbe? Niso mi plačali dela, ustrezne pogodbe sem imel, iz tega sem mogel plačati davke, plače delavcem, prispevke, celo davek na dobiček, materijale nekatere nabavljati. Torej, trikratno izgubo sem imel kot podjetnik. Za nagrado, ker sem obveščal javnost za te anomalije, ki se mi tule dogajajo, mi je država še podjetje zbrisala 2001. leta in me pahnala naslednjih 10 let suženjstva. To pomeni, da ste vi eden od tistih podjetnikov, ki je okoli 17 000 v Sloveniji, ki so jih izbrisali, seveda sedaj morajo lastniki teh podjetij poravnavati za svojim premoženjem stvari, ki so jih seveda kot podjetniki niso plačali svojim upnikom. Tako je, jaz sem eden od tistih, to da meni so pobrali veliko, karkoli sem imel, so mi lahko pobrali, še danes mi pobirajo, celo stanovanjsko hišo so nam želeli vzeti, ne glede, da je hiša že bila na otroke, tudi to je sodišče dovolilo rubiti, tako da so otroci mogli posojilo vzeti, da so vrnili hišo, ki je bila zgrajena preden je še podjetje obstajalo. Gospod Murk, imate vi za to ustrezno dokumentacijo, da ste tudi na sodišču iskali svojo pravico? Seveda, imam ustrezno dokumentacijo in sodbo, ki je v mojo korist, torej ki se mora plačati dela na tej tržnici. Ampak, nažalost, dela so bila naročena konc 94. leta, a začetkom 95. leta je že podjetje šlo v stečaj. Ko je tožilstvo in policija prevzela ta problem, so mislili, da se bo zgodila pravica, to da pravice do današnjega dne ni, ker nobeden od odgovornih ni odgovarjal. Namreč jaz sem želel, da odgovarjajo osebe, ne pa podjetja. Osebe so naročili ta posel in osebe bi mogle sedeti za to in pa poplačati svojim lastnim premoženjem ta posel. Gospod Murk, vi se zavedate, da v bistvu z gladovno stavko, ki ste jo danes začeli ob 12 uri, če prav razumem, ob 12 uri. Tako je, ob 12, ja. Seveda področate sebi in tudi s tem nek pogled, da nekaj s to družbo ni v redu. Kaj je razlog? Ne samo to poplačilo, a je razlog pravna država oziroma nepravna država? Torej, pravzaprav razlog je eno in drugo. Pravna država kot taka je tule zaspala, mogla je odreagirati, ker je imela kompletno dokumentacijo, vsi relevantni ljudje oziroma inštitucije države so bile o tem obveščene, namreč nič se ni zgodilo. Leta in leta je pravna država spala. Zdaj pa, kar se tiče denarja in tega, če bi jaz dobil poplačilo od tega, moje podjetje leta 2001 ne bi bilo izbrisano in jaz kot posameznik ne bi moral odgovarjati za dolgove podjetje, ker bi se poplačal lepo in bi še danes delali in normalno prosperirali, ker odpirali smo do 1000 delovnih mest, ne pa eno. To pomeni, da ste vi v bistvu imeli toliko kapitala pri svojih upnikih, da bi lahko poplačal seveda tele vaše v bistvu upnike oziroma dolžnike, ki vas zdaj terjajo. Imel sem kapitala 5-krat več, ker jaz sem začel se s podjetništvom ukvarjati 85. leta. In ogromno sem zaslužil po Nemčiji in po Rusiji že takrat. To je bil moj začetni kapital. Lahko nam še za konec poveste, koliko časa boste gladovno stavkali? Tukaj ostanem, dokler se problem tržnice ne reši. To pomeni, da pričakujete od koga pričakujete denar? Od kjer ga pričakujem denar? Pač od tega, kdor upravlja z objektom, ker objekt stoji, moja dela so
vgrajena v ta objekt. To je ena zadeva, druga zadeva pa je država, ki je bila 100% lastnik firme, ki mi je dela naročila. Torej od teh dveh pričakujem, da se zadeva zaključi. Gospod Prok, še eno vprašanje, kot vidim, je bil prej policaj tukaj, stvari je zapisal, to pomeni, da ste v bistvu uradno gladovno stavko najavili in da je to vse po predpisih. Jasno, uradno sem najavil gladovno stavko, tako kot vse življenje sem delal vedno uradno in po predpisih. Hvala lepa za enkrat. Hvala vam.